Potem, ko je prvi predlog o krožnem prometu pri Kočne razburil prebivalce Bleda, Gorja in Bohinja, so predstavniki investitorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na Bledu predstavili nov prometni režim, ki bo vzpostavljen v času gradbenih del na krožnem križišču Betin. Na podlagi vseh teh sestankov, mnenj, pričevanj, zapisov in tako naprej, smo se na direkciji odločili za sledeči režim, ki ga bom sedaj predstavil, in sicer začetek polovične zapore na regionalni cesti mimo gradbišča, na odseku nad Rondojem, če gledamo iz smeri Lesc, 4.3. Dovoljenje bo izdano do 24.3., s tem, da se bo izvajalec potrudil, ta trud pa pomeni ugodne vremenske razmere, da bi izdelek končal nekje okoli 17.3., se pravi 14 dneh. Drug del zapore se bo začel 2. aprila in zaključil spet, vzeli smo si pač rezervo 21. aprila, s tem, da izvajalec računa, da bo bistveno prej približno en teden lahko končal, če res ne bo kaj posebnega z vremenom. Zaradi pričakovanih zastojev na cesti, ki ima 28.000 vozil povprečnega letnega dnevnega prometa, bodo dodatni usmerjevalci prometa. V izogib zastojem na Bledu je v smeri proti Lescam predviden daljši interval spuščanja vozil. Vse polovične zapore bodo v prvi vrsti usmerjene ročno. Ročno usmerjene namreč hitrejše od semaforskega. V nočnem času seveda bodo semaforji, ker pa pričakujemo težave oziroma zamude, predvsem Slovenci smo nekako znani po ne najbolj urejenem spoštovanju prometne signalizacije, bojo pa tudi vsaj na Rondoju, na izvozu z avtoceste, tako imenovanem Avseniku in pa na krožnem križišču na začetku severne obvoznice še dodatni usmerjevalci prometa, če bo treba, pa tudi vmes, naprimer na Šopcu in na teh lokacijah, ampak to se bo prilagajalo praktično dnevno, ko se bo pač videlo dejanski odziv voznikov. Koritno, Ribno, Selo, Piškovca so vse točke, kjer je že v preteklih sezonah potekal povečan promet, ki ga lahko pričakujemo tudi v času polovične zapore državne ceste. Naše strokovne službe bodo v naslednjih dneh, ko so zdaj pač dobile neko uradno verzijo sistema na gradbišču, preučile vse možnosti in na koncu se bomo skupaj odločili, kaj je tisto, kar bo seveda možno, kje bomo lahko spustili promet, če ga bomo in podobno. Gradbena dela izvaja Gorenjska gradbena družba. Dela na krožišču bodo potekala v svetlem delu dneva predvidoma 12 ur, v nočnem času pa je predviden zgolj dovoz potrebnih materialov. Prva faza bo potekala za navezavo proti Bledu in sicer to začnemo s 4. marcem. Smer Bled bo potekala tako kot sedaj oziroma po tem pasu, enosmerno, izmenično enosmerno. V svetlem delu dneva računamo, ko bojo največja gostota prometa, bomo imeli ročne usmerjevalce, v nočnem času semafor, zato da se v bistvu naredi ta navezava, in ker gre za kar določeno višinsko razliko. Po izvedeni prvi fazi promet preusmerimo v smeri Bled-Lesce na novo zgrajeni ta del ceste, medtem ko smer Lesce-Bled še vedno poteka po sedajšnji obstoječi cesti. Potem pa 2. aprila postavimo delno zaporo ceste v smeri Lesec, in sicer ta del gor, kot sem že omenil, poteka dvosmerno. Na spodnjem delu pa se prav tako zaradi navezave vzpostavi enosmerni režim, da se tudi ta navezava izvede, tako da po zaključku 2. faze promet poteka zopet dvosmerno preko novo zgrajenega dela krožišča, da lahko mi v bistvu zaključimo z gradnjo, izvedemo 2. fazo celotne gradnje, ki je zdaj pod obstoječim prometom. Zdaj mogoče še pojasnilo, zakaj 2 faze, namreč vkolikor bi dela izvajali pod eno fazo, bi bila dolžina zapore tako dolga, da bi zaradi take gostote prometa prišlo do prevelikih zastojev, zato smo zadevo razdelili na 2 dela, da je dolžina zapore čim manjša in da je čim manjša čas čakanja oziroma čim manjši zastoj.
Tako kot na Bledu se bodo tudi v Bohinju skušali najbolje pripraviti na načrtovan prometni režim. Mi kot občina Bohinj ne bomo imeli posledico kaosa s prometom, ampak je posledica zamuda, ki jo bojo pač ljudje občutili, ko bojo hodili služb, šol in pa seveda zamuda avtobusov in pa dostavnih kamionov. Moje mnenje je, da semafor, kljub temu, da je želja ljudi večino, da ne bi se semafor naredil, jaz mislim, da to ni dobra rešitev, kajti saj za osebne avtomobile, kajti pot preko Kočne je sigurno hitrejša kot pa čakanje v vrsti od Radovljice ali pa od Lisac do semaforja, ampak jaz bom rekel tako, videli bomo, ko bomo imeli zaporo, kaj se nam dogaja. Želim si, da bi takrat odreagirali, če bo to zadeva res problematična, da se odreagira na pravi način in da rešujemo tudi med samo zaporo. Mislim, da bi bilo to fair do ljudi. Kar se tiče samih zamud, jaz bom v Bohinju pri nas na občini poskrbel za to, da bomo preverili, koliko je ljudi, ki prihajajo in pa kdaj prihajajo po otroke, ker jaz sem siguren, da ne bojo prišli pravočasno. Nekateri imajo lahko rešen problem, da nekdo drug vzame otroka, nekateri pa ne, zato bo treba poskrbeti tudi za to. Jaz mislim, da je to fair do ljudi, ki se vozijo v službo in pa da je to pač nekako naša dolžnost. Se pravi, videli bomo, pri vsem tem, pri vsej tej debati sem jaz imel največ pripomb ali pa željo, da se rešuje tovorni promet in pa avtobuse. Želel bi si, da bi ceste ostale odprte, te stranske ceste za osebni promet, ampak žal danes smo slišali, da to verjetno ne bo mogoče, čeprav jaz bom županom še vedno govoril, če bo to možno zaradi prevelike čakanja. To se bo pokazalo med samo zaporo. Informacijo o prometnem režimu bodo v prihodnjih dneh v svoje nabiralnike dobili vsi občani 3 občin. Po 4. marcu pa se bo izkazalo, kako bo promet dejansko potekal. Vsekakor bo potrebne veliko strpnosti vseh udeležencev. Vsaka rešitev ima pozitivne in negativne plati in šele potem v praksi se bo izkazalo, ali je to dobra varianta. Težko je najti tisto optimalno, kajti vemo, da je Bled poln zastojev že v času brez gradbišč, že v času včasih izven sezone. Sezona se počasi približuje, zato težko rečem, kaj bo na koncu na terenu. V vsakem primeru je samo ena možnost, da se skupaj čim bolj mirno preživimo, veliko potrpežljivosti strani vseh.